Začetek novega velikega poglavja v matematiki. Geometrija. Zdaj, geometrija je v bistvu ena najstarejših ved v matematiki in vse te simbolno računanje pa to, ko smo dobili kasneje, je v bistvu izhaja dosti tega tudi iz geometrije. Se pravi, ena taka zgodovinska veda matematike. Pa preverimo, kaj bi rekli o tej geometriji. Se pravi, geometrija, smo rekli, je ena najstarejših vej matematike, ki se ukvarja s točkami, premicami, ploskvami in telesi. Ter proučuje njihove lastnosti in odnose v prostoru. V bistvu, če hočemo opisati prostor okoli nas, potrebujemo te geometrijske elemente. Je pa res, da se matematika recimo bolj osredotoči potem točno na premico ploskev, medtem ko obstaja še raznorazne krivulje, male premice, velike premice, točke, prostori in telesa, ki se pojavijo v realnem življenju in ki smo jih s pridom uporabili, Nekaj od tega si bomo pogledali, nekaj bomo pa pustili za koga, ki bo šel na fakulteto. Tule nam piše geometrija. Nekako pride od tega merjenje Zemlje, Merjenje Zemlje. Se pravi, ko so že svoja zemljišča začeli stari, kaj pa vem, pračlovek, je že mogel malo geometrije vedeti, Če ne druga, ali bo zdržala ali ne bo njegova votlina, a je dosti velik vhod, da se on stlači noter, pa dosti mali, da ni prepiha. Ne vem, vsega boga so verjetno razmišljali. Tako, no, do današnjih domov, ko imamo vse bolj kot ne pravokotnike, ravne črte. Predvsem zato, ker smo ugotovili, da je tako lažje, Razen, da ne užalim kakšnega Eskima, Eskimi imajo pa bolj sferične oblike, No, tako da jaz sem se odločila, da ker je razvoj potekal že zgodaj v zgodovini, da bi temu rekli že kar nekako taka ena praveda matematike. Evo, bom takole malo popisala pravedo, Se pravi, kaj se je dogajalo, Imeli so zemljišča, piramide, templje, orientacije po zvezdah in v bistvu na svetu obstaja več vrst geometrije, Mi v šoli smo pa v bistvu 2000 let za časom, ali kako bi rekla, oziroma uporabljamo Evklidovo geometrijo. Zdaj, zakaj? Zato, ker je nam najbližje, in z recimo neko točno določeno natančnostjo, nekih recimo 90%, lahko ves naš ta otipljivi svet opišemo z njo in vsi ti zakoni se približajo tudi fizikalnim, Zdaj, Evklid je bil en dečko iz Aleksandrije, v Egiptu. To je bilo okoli 365 pred našim štetjem, In v bistvu še zdajle 2000 let po njegovi smrti kar njegove učbenike kopiramo, Tako da bi bil pravzaprav zelo slavna oseba, Takle jaz sem prepričana, da Evklid bi imel Youtube kanal svoj in bi raztural. Ded bi raztural. Ziher, 100%. V glavnem, Evklid je znal zelo dobro razlagati in v bistvu mi še kar kopiramo njegovo delo in njegove razlage, tako da bom jaz zdaj tudi. Tako da hvala, Evklid. Verjetno copyright pravice pa nimaš, ker jih takrat še ni bilo, Zdaj smo pa bolj sebični pa jih kar delimo vsepovsod, Okej, kaj je za vas pač pomembno je, da je geometrija pač najstarejša veja matematike, ki se ukvarja s točkami, premicami, ploskvami in telesi ter proučuje njihove lastnosti in odnose v prostoru, V bistvu je cel tale uvod v geometrijo bolj tako, samo za vaša ušesa, ni treba nekaj veliko prepisovati, razen naslova v zvezke geometrije, Zdaj si pa poglejmo osnovne tele elemente geometrije. Točka. Točka je v bistvu, skoraj bi rekli, lahko neskončno majhna zadevica, točno ena mala pika. In zdaj mi jo predstavimo ali s piko ali z majhnim
krožcem. Ali pa v bistvu najlažje za načrtovanje in za nas pa bo, zato ker tudi krožec je lahko tudi malo nenatančen, ne, da naredimo križec, ne. Tako da jaz priporočam križec in pa gor označimo z eno veliko tiskano črko, ne. Se pravi križec pa velika tiskana črka je označba za točko, ne. Zdaj točka nima ne dolžine, ne širine, ne višine, a ne. Nam pa označi neki konec oziroma začetek nečesa, ne. Tako da si v zvezek si napišite točka, predstavimo jo s piko ali majhnim križcem, dajte reči, no. Oznaka so pa velike tiskane črke. Okej, naprej črta. Zdaj, črta je pa že množica točk, se pravi, da je več točk skupaj združeno in imajo eno samo razsežnost. Ponavadi je to dolžina, vendar si lahko predstavljate, da črte so lahko tudi tako, kot če bi nitke skupaj dali, ne, mislim, če bi nitko povlekli in jo prestavili sem ali tja, ne. Kako jih označimo? Pa z malimi tiskanimi črtami. Se pravi, črta je zdaj lahko tole, lahko je tole, lahko je, bom dala takole, ne, za vsak slučaj, ker ravne črte mi res, boste videli, tekom te geometrije ne grejo. Tako da ko rečem ravna, mislim na tole, ne, to se zmenimo. Ravna, takole, vi pa imate za pripomočke geotrikotnik šestilo. Tako. Se pravi, kako jih označimo? Označimo jih pa z malimi tiskanimi črkami, recimo mali a, mali b in pa tale, ne, bomo dali mali pisan p. Tako. Ločimo sklenjene črte, to je taka, kjer se začne in konča v eni točki oziroma ne vemo, kje se začne in kje se konča. Nesklenjene so pa take, ki imajo svoj začetek in svoj konec. Posebej pomembne med črtami so pa premice, ne. Premice so pa ravne neomejene črte. Pa si bomo to še nekje drugje napisali, tako da ne rabite skrbeti. In pa, zdaj pa ploskev. Zdaj ploskev je pa lahko več vrst ploskev, a ne. Imajo dve razsežnosti, se pravi x pa y. Zdaj, lahko si predstavljate, to je lahko ravnina, ne, ki je tudi najbolj pomembna. Ravnina jo predstavljamo z enim takim paralelogramom, a ne, in jo označimo ali z velikim pisanim ali z veliko pisano črko, ne, ali pa recimo ploskev bi lahko bila tudi tako, če si predstavljate tako ena leča ali pa kaj takega, ko jo imate v očesu, ne, pa bi bila zaokrivljena, ne. Pač ploskev je lahko, ni nujno, da je ravna ploskev, tako kot list, lahko je tudi zaokrivljena. Samo mi znamo bolj na teh ravninah, ne, računati, ne. To je ravnina. To pa je lahko ukrivljena ploskev ali pa kakorkoli. Važno je, da ima dve razsežnosti, se pravi, da se lahko po njej nekako sprehajamo in da lahko vsebuje celotno črto. Tako. Zdaj, telesa, ne, so pa geometrijski objekti, ki imajo tri razsežnosti. To pa recimo najbolj taka znana je kvader, kocka, ne, recimo kvader, kocka. V bistvu konec koncev ste pa tudi vi eno telo, ne, pa kozarec je eno telo, pa disk je eno telo, pa kaj še imam kaj tukaj, bombice so eno telo, one za nalivno pero, ne, bombice. Ali pa kaj takega, ne. Se pravi, vse, kar ima tri razsežnosti, v bistvu naš svet, večinoma mi obstajamo v tridimenzionalnem 3D prostoru, a ne. Lahko bi rekli celo, da mogoče v večdimenzionalnem prostoru, pustimo zdaj to. V glavnem, vse, kar lahko primemo v roko in vidimo, da ima neke razsežnosti, je tridimenzionalno, ne. Konec koncev bi še celo list lahko bil tridimenzionalen, samo ima zelo malo eno dimenzijo, ne. Mi jo občutimo, zato konec koncev to je telo, ne. Dobro. Se pravi, imeli smo zdaj, če bi ponovili, črte, najprej točke, črte, ploskev in pa telesa, ne. In o vsem tem govori geometrija. Prišli smo do konca. Če želite
ali morate videti več, si poglejte na moji spletni strani ninarazlaga.si ali pa se naročite na moj YouTube kanal. Se vidimo!